Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Včeraj ob 20 in približno 30 minut je na tiskovni konferenci v prostorih na Poljanski 6 v Ljubljani potekala novinarska konferenca medijske hiše Vest, na kateri so ustanovitelji Jani Sever, Vuk Čosić, Jonas Žnidaršič in Denis Sarkić s celotno ekipo predstavili svoj projekt širši javnosti. Novinarske konference se je udeležilo kakšnih 40 akreditiranih novinarjev, ki so zastavili nekaj zanimivih in provokativnih vprašanj, še prej pa jim je glavni urednik Jani Sever kar z listka prebral nekaj spodbudnih besed. Smo jezdeci novih tehnologij, kritiki preživelih vzorcev in prenašalci zgodb. Misel, besedilo, fotografija, gibljive slike, novica ne potrebuje embalaže, le pot do ušesa. Poropan vsebine in humorja je infotainment zabloda. Vprašanje rumenega tiska je navidezno, obstaja le dostojnost in nje odpoved. Strah je orožje preplašenih, lepota v očeh občudovalca, novica v nogah prinašalca, resnica v rokah pripovedovalca. Argument kraljuje, pravica do popravka je sveta, kritična presoja ohranja razum. Opazovana se zgodba razkriva sama. Po kratkem aplavzu in zaključku formalnega dela prireditve so se vprašanja novinarjev pred odhodom na zakusko in druženje kar usula. Ok, zdaj gremo v vprašanja. Daj bo avizo. In potem so se res. Bilo je prijetno, hvala vsem, ki ste prišli in poročali. Zbor za republiko pa bo danes večer priredil javno tribuno z naslovom Sproščena Slovenija leta 2007. Po besedah predsednika Zbora za republiko Petra Jambreka, Slovenija potrebuje vsaj še en mandat sedanje vlade, da vsaj približno sanira 12 let nesproščenosti na 50 let podlage diktature. Jože Snoj je na tiskovni konferenci povedal tudi, kdo je v Sloveniji v resnici nesproščen. Jaz mislim, da je sproščena do sproščene. Tisti, ki so ga nesproščeni, pa vemo, da so stara struktura. Ta je nesproščena. Gospod Štuhec? Meni se ta debata o nesproščenosti zdi popolnoma deplasirana, ker sploh ne vem, odkot se jo vzeli in kdo jo lansira, kar naprej. Na zboru bo govora o temeljnih predpostavkah demokracije. Še pred zborom pa bomo o tem spregovorili tudi na Vesti. Komentar dneva, Matej Makarovič. Demokracija zahteva tako tekmovalnost med raznimi akterji, kot tudi konsens o temeljnih pravilih igre in vrednotah, na katerih ta igra temelji. Gre na primer za prepričanje, da je demokracija sama po sebi vedno boljša od diktature, da noben višji cilj ne dopušča odstopanja od pravnega reda, da morajo biti državni organi brezpogojno transparentni, da politični nasprotniki niso sovražniki in tako dalje. V Sloveniji nekateri daljši procesi in aktualni dogodki kažejo, da vse to za mnoge ni samoumevno. Nostalgija za nekdanjim sistemom, ki jo izraža celo predsednik republike, relativizacija resnice in prava v primeru afere Sova, ko se del elite ne zgraža nad nezakonitostmi, ampak nad njihovim razkrivanjem, medijsko predelovanje realnosti, demonizacija političnega nasprotnika in načrtno širjenje strahu so žal še vedno prisotni. Tu ne gre toliko za vprašanje takšnih ali drugačnih političnih ukrepov, temveč bolj za problem s prevladujočim stanjem duha. Tega pa ne more sama po sebi spremeniti nobena vlada, saj je odvisno od dolgoročnih procesov, na katere vpliva cela vrsta raznih akterjev v politiki, upravi, sodstvu, šolstvu, medijih in seveda civilni družbi. Prav v okviru slednje lahko svoj delež k krepitvi demokratičnih vrednot in s tem k večji sproščenosti prispeva tudi Zbor za republiko, zato je bil za obnovo njegove aktivnosti že skrajni čas. Hvala lepa. Hvala vam. Na Zbor za republiko bo prišel tudi Borut Pahor, ki je napovedal, o čem bo govoril na javni tribuni. Kako je mogoče, da v Sloveniji leta 2007
ko beležimo v prvem četrtletju tako visoko, rekordno stopnjo gospodarske rasti, ugodno stopnjo padanja nezaposlenosti in druge ugodne gospodarske in socialne kazalce, zlasti nizek strošek vstopa v evro, kako je mogoče, da v takih situacijah uživa vlada najmanjšo stopnjo podpore? Zbora se bo udeležil tudi predsedniški kandidat Lojze Peterle, ki ima na sproščenost precej podoben pogled. Jaz bi si želel, da bi Slovenija dosegla tako kakovost notranjih odnosov in tudi političnih razmerij, da ne bilo nobenega posebej strah, kdo bo zmagal na naslednjih volitvah ali pa kdo bo predsednik države. Jaz bi si želel take sproščenosti in take gotovosti, da me ne bi skrbelo, kdo bo naš predsednik. In mislim, da nam do tega še nekaj manjka. Lojze Peterle je zavest povedal tudi, kdaj bo premišljeval o tem, kaj naj bi po njem poimenovali po njegovi smrti. Bomo o tem razmišljali, ko smo bil zelo gledjen. Ja, potem boste malo težje razmišljali. Nekaj se računam, da se da težjega razmišljati. Pred vlado so se na protestu zbrali mali delničarji slovenske jeklarske industrije, ki se ne strinjajo z načinom privatizacije podjetja. Bili so zelo jezni. Sam sem bil med tistimi, ki sem jih nagovarjal, Bobi, dajmo rešiti delovna mesta, dajmo rešiti vsi, dajmo rešiti podjetja. Danes smo pa tule, vlada, posamezniki so nam obljubljali, da bo izplačali realna, ne brez obrestnih mer, ampak do danes se ni zgodilo nič. Sam sem volil gospoda Petka na Koroškem, program je imel zelo lep. Volil sem tudi našo stranko, ki sem sam simpatizer SDS-a, danes pa žal tukaj. Če nekaj druga, čez leto pa pol se menja vlada, še da gre dol. Ja, bili so jezni, a ne dovolj, da bi kaj razbili. Jelko Kacin je minuli teden kot poročevalec Evropskega parlamenta obiskal Srbijo in pripravil vmesno poročilo o napredku Srbije pri vstopu v Evropsko unijo. Kacin je povedal, da bo Srbija o svoji prihodnosti odločala sama s konkretnimi dejanji. Izpostavil je, da nimajo ombudsmana in ustavnega sodišča, ki bi delovalo, ter da imajo nekoliko nenavaden volilni zakon. Danes imajo volilni zakon, po katerem je cela Srbija ena sama volilna enota in imaš 250 kandidatov in kandidatk na enem spisku in glasuješ za spisek, ne pa za posameznega kandidata. Tak volilni sistem je nekaj, čemur bi Srbi lahko rekli čudo neviđeno. Ali v grobem slovenskem prevodu nevidni čudež. Minister za okolje in prostor Janez Podobnik in ljubljanski župan Zoran Janković sta podpisala sporazum o reševanju problematike naselij za posebne skupnosti. V njih naj bi sodili prebivalci Koželjeve ulice, barakarji, Romi in tisti, ki v Ljubljani opravljajo svoje dejavnosti, s katerimi morda ogrožajo podtalnico. No, morda se bodo med njimi znašli tudi člani družine Strojan, ki zaenkrat ostajajo v Rojah. Bo do rešitve prišlo pred zimo? Se pravi, čujem, kaj bi pa v tej hiši pustili ministra, malo s tem vprašanjem. Jaz ne vem, zakaj bi prišlo do rešitve pred zimo, vse niso na prostem, imajo krasne objekte, mi smo se šli ogledati nekrat način življenja in najboljša rešitev je, da date tej familiji mir. Hvala lepa za vašo pozornost, bile so to Vesti na vesti iz ljubljanskega studia 136, nasvidenje. O vremenu več jutri.